Vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci v zvezi s parlamentarno preiskavo o političnih ozadjih zgodbe o Patrii. Po dogajanju današnjega dne je najbrž pa že res vsem jasno, koliko je ura. Vsi veste, da so 4 poslanci vladajoče koalicije z velikim javnim pompom zahtevali sklic usklajevalne seje, preden se opravi prvo zaslišanje. Sejo sem sklical danes zjutraj na njihovo zahtevo. 1 uro smo jih zaman čakali, niso se opravičili in nihče od njih ni prišel na sejo. Seja je bila zato nesklepčna, to se pravi seja, ki so jo sami zahtevali, je bila nesklepčna. To seveda zelo jasno pove, zakaj v zgodbi v resnici gre. Njim gre zgolj in izključno za to, da blokirajo delo preiskovalne komisije, ker se resnice, ki bi se pri tem razgrnila, bojijo na smrt. Sami točno vedo, kako so zadeve prikazovali v javnosti in seveda, da bi se ta velika zgodba, ki je močno odločala o volitvah leta 2008, razgrnila kot največja prevara volivcev v zgodovini, ki jo je naredila kadarkoli tranzicijska levica, je zanje razumljivo smrtni strah in grejo pač po načelu, da stal se itak ne da nikamor več past. Vsi veste, da zaradi katastrofalne gospodarske neuspešnosti sedanje vlade je nje podpora, ki jo beleži na anketah javnega mnenja, blizu nule in zaradi tega posegajo po vseh sredstvih, tudi takih, ki so sicer že naravno smešna. Kajti več kot očitno je, in tukaj najbrž ni več nikogar, ki bi bil toliko naiven, da bi jim nasedal, da je njihov cilj en sam, to se pravi preprečiti, da bi komisija karkoli opravila. To se je danes pokazalo dvakrat. Ne samo namreč, da so bojkotirali sejo, ki so jo sami zahtevali, ampak so potem bojkotirali še sejo, kjer bi zaslišali pričo Milana M. Cvikla, kar je seveda povsem skladno s poslovnikom, aktom o parlamentarni preiskavi in dokaznim sklepom, ki ga je komisija že sprejela. Zakaj so oni to bojkotirali? Zaradi tega, ker vedo, da bi se pri tem razgalila ena najbolj neevropskih potez v celotni zgodbi tako imenovane afere Patria, ki jo je uporabila tranzicijska levica, da je oblatila državo Slovenijo in jo v tujini prikazala kot neko skorumpirano državo. Namreč gospod Cvikl je vodil komisijo, ki je povabila na zaslišanje gospoda Prebila. Gospod Prebil pa je bil, kot izhaja iz dopisa Ministrstva za obrambo, z njim ste verjetno vsi seznanjeni, kolikor kdo tega ne pozna, imam seveda tukaj tudi kopijo, član ekipe, ki je celo vodila konkurenčen projekt v konkurenčnem podjetju. Torej po evropskih aktih ne samo, da je šlo za hud konflikt interesov in da bi tako pričo vnaprej morali izločiti, kaj šele, da se ga je vabilo kot izvedenca, ampak je gospod Cvikl s tem v bistvu storil nekaj, kar po evropskih aktih sodi v kategorijo koruptivnih dejanj. Ker pa bi se to danes razgalo, so seveda raj šli na bojkot, kot da bi to pač predočili javnosti. Zdaj, tisto, kar je potrebno demantirati v njihovih navedbah, da komisija ravna nekaj kar tako približno, tako je bilo rečeno vam na njihovi tiskovni konferenci. Najprej naj vam predstavim sklep Državnega zbora. Namreč akt o odreditvi parlamentarne preiskave, to je sprejet akt, podpisal ga je gospod Gantar, zelo jasno med naloge komisije, tukaj obseg parlamentarne preiskave, citiram, preiskava naj ugotovi oziroma razišče, ali je bil v konfliktu interesov tudi predsednik parlamentarne preiskovalne komisije, nekdanji poslanec, magister Milan M. Cvikl. Preiskava naj razišče, kakšne so bile politične, sorodstvene in druge povezave predsednika preiskovalne komisije z osebami, ki so bili lastniki sistemske tehnike ali pa so zastopali interesi sistemske tehnike, ter zakaj je bila za izvedenca preiskovalne komisije imenovana oseba, ki je bila v konfliktu interesov. Preiskava naj ugotovi oziroma razišče, ali je predsednik komisije za preprečevanje korupcije kljub izraženemu zavedanju konfliktov interesov na to opozoril tuje preiskovalce afere. Toliko o aktu, ki ga je podpisal
gospod Pavle Gantar. Preiskovalna komisija je na tej osnovi in skladno z njo, pač kar tako zahteva pravni red države Slovenije, sprejela že tudi svoj dokazni sklep. In znova citiram del dokaznega sklepa, ki se nanaša na sklic današnje seje. Naj parlamentarna preiskava ugotovi, kakšne so bile politične, sorodstvene in druge povezave predsednika preiskovalne komisije z osebami, ki so bili lastniki sistemske tehnike ali pa so zastopali interese sistemske tehnike. Zakaj je bila za izvedenca preiskovalne komisije imenovana oseba, ki je bila prav tako v konfliktu interesov? Ter ali je bil v konfliktu interesov tudi sam nekdanji poslanec in kasnejši generalni sekretar vlade Boruta Pahorja ter predsednik parlamentarne preiskovalne komisije, gospod Milan M. Cvikl. To sta 10. in 11. točka sprejetega, uradno veljavnega dokaznega sklepa o parlamentarni preiskavi. Za današnji sklic so bili torej iz dvakrat vsi pogoji. Ne samo, da je bila prva seja, ki so jo bojkotirali, gospodje poslanci iz vladajoče koalicije, sklicana na njihovo zahtevo, pa se ji niso udeležili, ker seveda popolnoma jasno razgalja celotno njihovo igro. Ampak tudi ta druga seja je imela vse pogoje za sklic. Prvič je imela direktno pravno podlago, tako v samem aktu o parlamentarni preiskavi, kot tudi v dokaznem sklepu. In še več. Tukaj odpade tudi izgovor, ki so ga zdaj uporabljali sami poslanci. Ne. Kakšna smešna igra je to je kot otroški vrtec ali pa recimo temu parlamentarno pobalinstvo pač teh 4 poslancev vladajoče koalicije. Najprej mi vlada ne posreduje niti tistih dokumentov, za katere jo prosim, niti osebnih podatkov, za katere jo prosim, in za bivšega predsednika preiskovalne komisije dobim odgovor Ministrstva za notranje zadeve, da je v Sloveniji 18 Dragov Kosov. In da ne jim posredujem EMŠO pa rojstne podatke od Draga Kosa, če bi jaz s tem razpolagal, bi razpolagal nepooblaščeno in bi kršil zakon. Torej me je ministrstvo s svojim dopisom navajalo k kršitvi zakona, navajanje k kršitvi zakona je pa tudi kaznivo dejanje, tako mimogrede, samo kot zanimivost, ne. Kaj pri nas doživiš od vlade. In ti 4 poslanci vladajoče koalicije, namesto da bi zahtevali od svoje vlade, ne izvršuje tisto, kar je po zakonu dolžna storiti, potem pravijo, zakaj se ne poskrbi za ustrezne materiale za delo komisije. Ampak ravno v tem primeru, ki je bil danes, je bilo pa tudi za to že poskrbljeno. Kaj ti? Za gospoda Milana M. Cvikla pa je bilo ustrezno gradivo že v državnem zboru, ker je vodil prejšnjo komisijo. In so bili zato na razpolago vsi materiali, pridobili smo kopije v državnem zboru, kot zanimivost ne omenjam, da so bile še s tem težave, da so bili potrebni 3 dopisi, 2 urgenci, nekaj ustnih pogovorov, potem smo šele prišli do teh kopij, ampak vsekakor člani jih zdaj imajo. In da so tudi zaupna gradiva že v parlamentu na razpolago pod pogoji, ki jih pač ureja zakon, ki ureja delo z gradivi zaupne narave. To se pravi, za današnjo sejo so bili brez dvoma izpolnjeni prav vsi formalni pogoji in tudi vsebinski pogoji. Vendar so 4 poslanci vladajoče koalicije skladno s tisto staro sintagmo tranzicijske levice, upi, da dela drugi točno to, kar sam dela, šli raje na tiskovno konferenco, zganja torej javen cirkus, namesto da bi se udeležili seje komisije in omogočili korektno delo, korektno upravljanje dokaznih pač dejanj. In s tem seveda razgalili pravzaprav vse svoje početje in tudi početje vladajoče koalicije in vlade kot tisto, ki ima en sam cilj. Blokirati delo komisije, da prava resnica o aferi Patria ne bi nikoli prišla na dan. Kajti, če se razgaja, še da je tukaj bil vse skupaj en veličasten blef, potem bo seveda zadeva za sedanjo vladajočo koalicijo še bolj neprijetna, kot je že sicer. Ampak nehote so ti 4 poslanci pravzaprav storili prav to. Kajti ta njihova odsotnost seje, ki so jo sami zahtevali, iz seje, za katero so bili, kot sem ravnokar pokazal, vsi formalni in tudi vsi vsebinski pogoji pri zaslišanju Milana M. Cvikla, zelo jasno pove, da se na smrt bojijo tistega, kar gospod Cvikl ve in kar bi se na tej današnji seji zagotovo jasno pokazalo. Da je v tej zgodbi prihajalo tudi do hudih konfliktov interesov, da to ni skladno z evropskimi normami
in da seveda tisti, ki so to zagrešili, so zavestno manipulirali z novinarji in s tem tudi z javnostjo. In zaradi tega so se pač raje odločili za blokado dela komisije in za blokado dela današnje seje. Toliko z moje strani, da ne bom v uvodu predolg, vas pa vse vabim, če je kakršnokoli vprašanje, nam z veseljem odgovorim. Prosim. Prosim. Ja, oni so danes na tiskovni rekli, da tudi ta seja zjutraj ni bila sklicana na njihovo zahtevo, ker pač tema ni bila to, kar so oni zahtevali, da se dogovorite o delu in zbližanju bližnji, da ste vi kar sami vse določili, kako bo izgledala. Oni so poslali, da želijo biti seznanjeni, vam lahko pokažemo vse njihove dopise. Najprej so kar dali, da hočejo neko sejo. Potem sem jih vprašal, kaj naj bi bila vsebina te seje, ker sem to po poslovniku dolžen vedeti, o čem naj bi se pogovarjali, o čem naj bi odločali, in mi je bilo tako v bistvu s posmehom rečeno, o tem bomo pa morda spregovorili na sami zaprti seje, ne, seja naj bi bila zaprta za javnost. Potem sem rekel, da pač s tem niso izpolnjeni pogoji, da jih prosim, da to pojasnijo. In potem so poslali še en dopis pred nekaj dnevi, iz katerega pa izhaja, da so želeli predvsem seznanitev s doslej opravljenimi dejanji, in to je bila tudi osnovna tema današnje seje. Potem pa bi seveda na tej osnovi lahko se tudi pogovorilo o današnjem delu, pa tudi o delu komisije vnaprej. To je edino logično in to je tudi pri vseh drugih komisijah bilo vedno normalno. To se pravi, je bilo celoti sklic sledil njihovi zahtevi. Oni so ga pa seveda ignorirali, se to, če bi drugače ali pa nek drug naslov dali, ali pa kako drugače ravnali, bi bilo enako. Njim je cilj blokada dela komisije, ne pa to, da bi komisija kakorkoli prišla naprej. No, mimogrede, ko smo že pri tej temi, da ne bo kakršnegakoli nesporazuma. Tudi z osnovnega dokaznega sklepa, ki je imel oznako interno, ne vem sicer zakaj, ker zdaj je že sprejet in gre torej za uradni sklep komisije, sem umaknil danes oznake interno, ga vsi lahko dobite. Ravno tako je javen tudi drug dokazen sklep, ki so ga skladno s poslovnikom predlagali trije poslanci vladajoče koalicije, do tega imajo polno pravico. In vse, kar je izhajalo iz tega sklepa, vam garantiram, je bilo že uresničeno. To se pravi, zahtevana so bila brez izjeme vsa gradiva, ki izhajajo bodisi iz osnovnega dokaznega sklepa same komisije ali iz tega manjšinskega dokaznega sklepa treh poslancev vladajoče koalicije. Ne samo, da so bile vse te zahteve že poslane in sicer eno za drugim v obdobju med 6. januarjem in pa začetkom tega meseca, ampak po 14 dneh, ki so seveda zdaj že mimo, smo poslali na vse te naslove še urgence, na nekatere celo že po več urgenc. Vendar smo v tem času pridobili naslednja gradiva. En odgovor pač sodišča, s katerim je zadevo odstopilo drugemu pristojnemu naslovu, in iz parlamenta dve gradivi, to se pravi najprej gradivo 8x8 komisije, ki jo je vodil gospod Milan Nemcikl v prejšnjem mandatu. Zato, kot rečeno, so bili danes prav vsi formalni pogoji, tudi vsebinski, ker je ta zadeva bila že tukaj že nekaj tednov. In potem včeraj še na zahtevo teh pač treh poslancev vladajoče koalicije, torej na osnovi manjšinskega dokaznega sklepa, še gradiva komisije 6x6. To je bila druga preiskovalna komisija iz minulega obdobja, katere delo je nekoliko tudi povezano po oceni teh treh poslancev s sedanjo preiskavo. Tudi ta gradiva so od včeraj na razpolago vsem članom preiskovalne komisije v kopijah in seveda tudi vsa gradiva zaupne narave so itak v parlamentu v posebni sobi in so dostopna po ustreznem dogovoru vsem članom komisije pod pogoji, tako kot to določa zakon. To se pravi, to so gradiva, ki smo jih že uspeli pridobiti, za ostala pa, kot rečeno, trenutno še čakamo. Ne vem, zakaj tudi odgovorov vlade tako dolgo ni. Edini odgovor, ki smo ga prejeli, je bil s strani Ministrstva za notranje zadeve, kot rečeno, ko smo zahtevali osebne pač informacije. Zdaj, zakaj to moramo zahtevati tudi uradno, to morda ni znano. Gre namreč za to, da komisija mora delovati skladno tudi za zakonodajo, ki sicer ureja postopke pred sodiščem. To se pravi, mi lahko uradno uporabimo v preiskavi samo tiste osebne podatke, ki jih pridobimo po uradni poti. Zaradi tega smo pač to pot morali ubrati, vendar, kot rečeno, smo bili potem
priče čist navadnega zafrkavanja, ne, če pošleš najprej po elektronski pošti, da prosiš za gospoda Draga Kosa, citiram, bivšega predsednika protikorupcijske komisije, pač njegov naslov in vse tiste osebne podatke, ki jih potrebujemo, skladno z veljavnimi predpisi, in dobiš v odgovoru, da je v Sloveniji 18 Dragov Kosov in da ne pošljemo njegov EMŠO pa rojstne podatke, potem je to jasno, da gre za norčevanje. Če bi mi te podatke imeli, bi z njimi razpolagali nezakonito, bi bile posledice take, kot sem že navedel, da pa z njimi lahko razpolagamo uradno, torej v okviru parlamentarne preiskave, pa jih moramo pridobiti po uradni poti. Če bi vlada hotela, če bi bilo v interesu, da pride resnica o Patrii na dan, bi jih seveda posredovala naslednji dan. Pri tem naj še opozorim, da vse prejšnje vlade so vse take podatke preverjeno, kjerakoli, od Ropove, Drnovškove, do, če hočete, Janševe in Bajukove, so vse posredovale podatke takoj in brez najmanjše zafrkancije. Tokrat je prvič, da se stvari komplicirajo. In jasno je, zakaj. Tukaj so bile očitno zgodbe zelo za lase privlečene in resnica boli. In resnica jih zelo skrbi, da ne bi prišla na dan, ampak danes, kot rečeno, so se s tem svojim bojkotiranjem pravzaprav razgali sami. Dvakrat. Komisijo bom seveda peljal naprej. Za 4. marec imamo sklicano zaslišanje gospoda Ropa. Rop je sam želel ta datum, prej smo ga že enkrat povabili, ko je sporočil, da ne more, je pa predlagal sam ta datum, sem mu takoj pač šel na roko in sem prestavil tisto sejo na 4. marec. Danes zjutraj smo se sestali 4 poslanci, nismo bili pač sklepčni zaradi bojkota vladajoče koalicije in smo se dogovorili, da se ponovno tudi pred tem zaslišanjem skliče seja o katere teme bi bila ista kot danes, to se pravi seznanitev z do zdaj opravljenimi aktivnostmi, potem dogovor o delu na samem zaslišanju in za naprej. To bo ob 7. zjutraj, namreč datum, ki ga je dal poslanec oziroma bivši poslanec in predsednik vlade, gospod Rop, je dan, ko zaseda tudi državni zbor in moramo torej končati svoje delo, preden formalno začne zasedanje državni zbor. Zaradi tega je že ob 7. zjutraj, ob 7:30 naj bi se pa začelo zaslišanje gospoda Ropa. Jaz upam, da bo tisti dan tudi končano in pa upam, da vendarle bodo razumeli, da se gospodje poslanci vladajoče koalicije s svojim delom sami bolj razgaljajo kot vsi podatki, ki bi bili lahko predstavljeni javnosti in da bodo pač s tem nehali in da bodo na sejo prišli in na njej tvorno sodelovali. Vsekakor jaz mislim, da je razčiščanje vseh teh stvari v javnem interesu države Slovenije, tudi zaradi tega, ker je bila s neresnicami, ki so šle o Sloveniji v tujino, povzročena velika škoda. Morate vedeti, da vsaka taka škoda ima na nek način tudi materialne posledice, ker če je država na čudnem glasu glede poslovnosti, glede zakonitosti, bo pač v nekih mejnih primerih prišlo do tega, da se bodo investitorji izogibali. In tisti, ki so pošiljali anonimke na Finsko in dosegli, da je bila ta preiskava pridružena k preiskavi v Egiptu, se morajo zavedati, kaj so s tem povzročili. Ampak kot rečeno, če je bilo kaj narobe, naj se to izkaže. Naj se izkaže v preiskavi, naj se izkaže v sodnih postopkih. Samo sprašajte se vsi, ali ni zdaj situacija pa vendarle že preveč prozorna, jaz osebno mislim, da je kristalno jasna. Sodni postopki se zavlačujejo v neskončnost, parlamentarna preiskava se ovira na vse mogoče načine. Cilj je očitno en sam, da bi ta zadeva ostala odprta, da bi dvom obstajal in da bi se na njem kovalo politične dobičke vladajoče koalicije. Ti 4 poslanci so danes to prezentirali na najslabši možen način, ampak na način, ki je prozoren in ki upam bo dal vsakmu v javnosti dovolj jasno misel, zakaj pri tej zgodbi v resnici gre. Gospoda Cvikla bom zanesljivo še enkrat povabili bomo brez izjeme vse, ki so tako v osnovnem dokaznem sklepu, kot tudi v dokaznem sklepu teh 3 manjšinskih poslancev, tukaj ni nobenega problema. Probali bomo seveda to narediti čim hitreje, kolikor ne bo prišlo do nadaljnjega oviranja komisije. Sam osebno bi si želel, da je to delo čim prej opravljeno in seveda uspešno.
in tudi storil bom vse, da bo tako. Zato bomo tudi potegnili določene ukrepe, tudi v okviru Državnega zbora, če bo potrebno. In pač povabili, kot rečeno, bomo vse po osnovnem dokaznem sklepu, kot tudi po tem manjšinskem dokaznem sklepu. To je skupaj približno 25 oseb. Jaz edini pomislek, ki ga imam kjerkoli, ampak če bodo vztrajali, bom pač storil tudi to, ker sem tem sklepom zavezan, skladno s poslovnikom, je glede zaslišanja novinarjev, ki so ga predlagali izključno poslanci vladajoče koalicije, ker osebno mislim, da to ni ravno najbolj korektna poteza. Poleg tega imajo novinarji vso pravico se sklicevati na novinarsko molčečnost, se pravi, da krijejo svoje vire in ne vem, zakaj vladajoča koalicija to sili na to komisijo. Ampak kot rečeno, če bodo pri tem vztrajali, tudi to je stvar dogovora na danem delu, bom seveda storil tudi to, če pa bodo to umaknili iz svojega dokaznega sklepa, pa se bomo tem delu izognili. Vsekakor pa za to, da se stvar razišče, bi povsem zadoščalo, če se ta dejanja iz teh obeh dokaznih sklepov pravi v celoti in potem pripravi ustrezno poročilo. To morate pa vprašati njega, kolikor mi je znano, je prišel posebej za to sejo, to ocenjujem kot korektno. Očitno pa, se vidite, so se v vladajoči koaliciji na smrt ustrašili tega, kar gospod Svikar ve in kar bi povedal. In najbrž sami dobro vejo, zakaj so se tako ustrašili. Če drugih vprašanj ni več, hvala, pa se vidimo prihodnjič. Srečno.